Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci slovenske reprezentance pred tekmo s Kosovom. Z mano sta kapetan Jan Oblak in pa selektor Matjaž Kek. Najprej bom dal kar besedo kapetanu. Jan, pričakovanja pred jutrišnjo tekmo? Pričakovanja, prvo želja. Želja to, ker imamo to največjo željo, da bi jutri tekmo zmagali. In verjamem, da nam to lahko uspe. To je ta neka želja, pričakovanja so taka. Hvala lepa. Gremo kar na vaše vprašanja za kapetana. Dober dan vsem skupaj, živijo Jan. Po tekmi prejšnji si nam govoril, da nikakor ni res, da bi recimo se kdorkoli zadovoljil s tem, da je igral na enem velikem tekmovanju, da bi zdaj kakorkoli to padlo v smislu želje, o kateri si že zdaj govoril. Se čuti ta teden, ta želja, ta pripravljenost narediti karkoli za to, da bi Slovenija igrala tudi na svetovnem prvenstvu takoj za nastopom na evropski? Seveda, da se čuti, ampak mislim, da ne samo ta teden, da se ta želja čuti od začetka kvalifikacij. Nažalost se v preteklih tekmah stvari niso odvile tako, kakor bi si želeli, ampak ta želja je prisotna od zaključka evropskega prvenstva na vsaki akciji, na vsakem treningu, na vsaki tekmi in v tej akciji ni nič drugače. Želja je še vedno ista, vemo, da je pred nami težka naloga, ampak dokler so nekako opcije, verjamemo v to. Ni te bilo veliko na travi ta teden, kako je tvoja pripravljenost, boš povsem nared za to tekmo, je bilo kaj posebenega ali zgolj počitek? Mislim, da je normalno, glede na to, koliko je tekem v klubu, v reprezentanci, da vsak igralec ima določene probleme, tako da tudi jaz sigurno nisem brez problema in me boli določena stvar, tako da ta teden smo probali nekako prve 3 dni, da bi se maksimalno regeneriral, čim bolj pozdravil, ampak to, da jutri ne bom 100%, to siguren ni dvom, vedno sem bil, vedno bom, ne glede na bolečine in probleme. Še eno zadevo bi imel jaz. Kaj pomeni biti kapetan reprezentance, ko pride do ene zadeve, ki mogoče ni čist reprezentančna? Koliko imaš ti recimo možnosti, ko se dogaja nekaj takega, kot se dogaja Benjaminu Šešku in težave, ki jih ima s prilagajanjem na nov klub in zdaj poškodba, ponudiš kakšen nasvet, pridemo k tebi po nasvet ali se sploh ne mešaš v tako zadevo? Jaz se generalno ne maram mešati in nekaj pametovati, ampak vedno sem na voljo, to Benjamin tudi ve, tako da tudi kadarkoli v reprezentanci, kadarkoli se pogovarjava, če ga karkoli zanima, če ima željo vedeti moje mnenje, bom to vedno z veseljem povedal, ampak mislim, da ni fair in pošteno nekako, da se mešaš v stvari drugega igralca, zato ker če ima nekdo željo nekaj mogoče slišati, mogoče nekaj novega zvedeti, kar mogoče še ne ve, sem jaz na voljo vedno vsem in mislim, da to fantje vejo, nisem pa siguren oseba, ki bi se mešala v stvari drugih igralcev. Hvala. Hvala lepa. Gremo kar na naslednje vprašanje. Jaka? Ja, zdravo. Kakšno tekmo recimo jutri pričakujete, glede na to, da smo proti Kosovu v Prištini videli, kako zelo je lahko Slovenija nevarna, mogoče v tem kontekstu od prve minute na glavo, mogoče spet dati po gasu v drugem polčasu in tokrat realizirati svoje priložnosti. Kaj jutri pričakujete v stolici? Hvala. Sigurno pričakujemo težko tekmo. Vemo, da je Kosovo ekipa, ki je zelo dobra iz protinapadov, tako da nekako tudi v Kosovo se nismo od prve minute zaleteli gor. Tudi mi mislim, da nismo ekipa, ki je zmožna igrati na ta način, ampak normalno, da igrati z glavo od začetka do konca. Priložnosti vedno pridejo, v Prištini smo jih imeli, nažalost jih nismo izkoristili, tako da je treba odigrati eno zelo pametno tekmo. Seveda se zavedamo, da so potrebne 3 točke, ampak to ne pomeni, da mi lahko, da imamo kapaciteto, da od prve sekunde naprej igramo en nogomet brez glave, ker kadarkoli smo igrali na ta način, se ni išlo dobro. Hvala. Še kakšno vprašanje?
potem pa Jan, hvala lepa. Hvala. Mi pa nadaljujemo s selektorjem. Selektor, kakšni so cilji, želje pri jutrišnjem tekmi? Dober dan, v mojem imenu. Generalno sem zadovoljen s tem tednom. Po eni strani smo imeli čas, da res igralce, ki so imeli enormno minutažo v zadnjih tednih, regeneriramo na nek način, na drugi strani pa dovolj časa za trening. Nekih večjih poškodb ni, problem je mogoče Benjamin Verbič, odsotnost Čerina bomo vedno nadomestili, tudi odsotnost Benja Šeška, ampak v nekih terminih zgoščenih, kot je tole kvalifikacijska skupina, je normalno, da pride kakšen karton, da pride kakšna poškodba, tudi druge ekipe imajo problem, ampak zato sem govoril, da je zelo pomembno, da imamo kader, ki je postavljen, kader, kjer lahko takoj zarotiraš in igralci vejo, kakšne načrt je, kakšno je usmeritev naše igre. Tekma, ki nas čaka, jasno, da je težka. Težka je in že veliko vlogo nosi, ker je pač to konec kvalifikacij, se to je v teh 3-4 dneh v Evropi vsak dan prisotno. Zavedanje polnih stožic, zavedanje odgovornosti, mislim, da je, še enkrat poudarjam, lahko samo privilegij v življenju, ne pa neka obremenitev, ki ti zavira, da pokažeš tisto, kar si pač zmožen. Zelo spoštujemo in kvaliteto in vse, kar so naredili Kosovarji v zadnjem času, ampak razmišljamo seveda o svojih pozitivnih zadevah, o svojih dobrih stvareh in zavedamo se, da bo visela velika odgovornost skozi tekmo in zato pričakujemo tudi pomoč z tribun, ne glede na to, da bo kar nekaj tudi njihovih navijačev, ampak se pravi, to so atmosfere, to so tekme, ki enostavno zahtevajo kvaliteto v karakterju, na samem igrišču in prepričan sem, da bomo mi jutri dobri. Gremo kar na vaše vprašanje. Andrej. Dober dan še enkrat. Selektor, zdaj ne pravim, da do zdaj niste veliko na tem delali, ampak je bilo kaj posebnega ta teden, recimo v smislu želje doseči gola, je kaj nova več prispeval recimo k temu, na kakšen način bi prišli do tega, on vemo, da je bil mojster za te zadeve, ko ga je bilo treba pospraviti noter. Dejansko nam je čisto enostavna analiza pokazala, da damo premalo golov iz priložnosti, ki jih imamo, predvsem tekma na Kosovu v Prištini, je v drugem polčasu prinesla priložnosti, ki jih na tem nivoju moraš izkoristiti, če hočeš do dobrega rezultata. Jasno je, da je usmeritev predvsem na eni strani o kvaliteti oziroma boljši kvaliteti v momentih, ko imamo žogo, na drugi strani pa tudi neko razmišljanje o njihovi zelo kvalitetni transformaciji na Švedskem, malo so drugače postavili vse skupaj, za drugo špico so drugače igrali kot v Prištini. Imamo načrt, vemo o njih dovolj, kot sem rekel, jasno pa je, da je usmeritev bila v to zaključek vsega tega, ko imamo žogo. Ja. Zdaj, velikrat se postavite v bran slovenskim medijem, da smo vendarle nismo tako grozni kot marsikaj druge. To samo en govori. Videli smo, da zdaj angleški časniki pišejo o tem, da ste grozili z diplomatskim incidentom zaradi Benjamina Šeška. Kaj to sploh pomeni diplomatski incident in kako to komentirate? Pričakovano od angleških medijev. Zopet pa še enkrat ponavljam. V tistem momentu, ko je komunikacija postala klub Benjamina Šeška in Nogometna zveza Slovenije oziroma njihova zdravniška služba in naša zdravniška služba, je bil problem v 5 minutah rešen. In jaz mislim, da je to popolnoma upravičeno in pričakovano. Jaz se zahvaljujem Manchester Unitedu za sodelovanje. Naša zdravniška služba je pogledala, odreagirala in zadeva je bilo, kot ste videli, zelo hitro konec. Hkrati pa Benju seveda želim uspešno rehabilitacijo in čim prejšnjo vrnitev na igrišče, ker mislim, da vsi ga dobro poznamo, vemo, da se tam najboljše počuti in da tam najboljše funkcionira. Kakšno je stanje ostalih fantov? Bodo jutri naredili vsi, za katere želite, da bi bili?
Vse sem rekel prej, Čerin je odpadel zaradi kartonov, Verbič je dobil včeraj en udarec, videli bomo danes na treningu, drugače pa nimamo nekih problemov in tudi mislim, da o tem, kar je kapetan govoril, ta neka minutaža je bila spremljena in skozi regeneracijo, skozi nek trening drugačen smo poskušali vrniti. Če pogledate minutažo Krničnika, Horvata, Stankoviča, Petroviča, to so vse res, vsak tretji dan igrajo in jaz mislim, da je to dobro uspelo. Kakšen je poziv slovenskim navijačem? Velikokrat omenjate tisto tekmo proti Portugalski, ko je veliko ljudi prišlo navijati za Ronalda, pa je potem ob koncu bilo povsem drugače. Kakšna so tokrat pričakovanja, kakšen je poziv? Jaz mislim, da je tudi nam vsem skupaj jasno, da je vse odvisno od nas. Vse odvisno od naše ekipe, kako se mi postavimo, kako mi odreagiramo, kako mi kvalitetno igramo. In nikoli ni bilo tu problema, če smo bili na nivoju. Jasno pa je, da moraš biti pa pripravljen na kritiko, takšno in drugačno, če nisi na nivoju, če odigraš slabo. Jaz sem že prej rekel, jaz sem prepričan, da bomo jutri dobri. Dovolil si bom še neumestno vprašanje, kako ste doživeli slovo Nika Harrisona od Dallasa? Glede na to, da spremljam to jasno, vse sem že večkrat povedal, ni mi to postavljalo nekega dogodka v tem tednu. Na eni strani je fokus na te naše probleme, na drugi strani pa navijam za Lakerse in pa za Luko Dončića, tako da v tem momentu mi Dallas ni pomenil nekega zanimanja. Hvala lepa. Prosim. Pozdravljeni, selektor. Zanima me, prej je kapetan govoril o pomembnosti igranja z hladno glavo, z zbranostjo, da ne smemo dirkati, ne smemo nekaj. Kako pa umiriti igralce pred polnim stadionom? Imate ogromno izkušenj, ogromno tekem, veliki ste odigrali. Kako je zdaj s to psihološko nalogo v prihajajočih 2 dneh? Oziroma v prihajajočem samo še enem dnevu do tekme? Nočem, da so mirni, niti v enem momentu. Hočem, da so samozavestni, odločni, hrabri, da se držijo dogovora, da vejo v vsakem momentu, kaj je treba narediti, ko imamo žogo in kako je treba reagirati, ko jo izgubimo oziroma ko jo nimamo. Zanima me samo to in še enkrat poudarjam, take tekme, če kdo jemlje kot pritisk, tisti je pač v napačnem poslu. Moja izkušnja in moje gledanje na vse skupaj, ker pritisk mora biti privilegij, ker pritisk je zame tisto, ko se vsak dan boriš za življenje, za preživetje, tisto je pritisk. To je samo šport, to je samo tekma, kjer nekdo zmaga, nekdo izgubi, včasih je neodločeno, pa en bolj zadovoljen, drugi manj zadovoljen, čisto nič drugega. Naslednje vprašanje selektorja. Lep pozdrav, gospod selektor. Ko smo že zdaj pri tej psihologiji in hrabrosti, koliko pomembno bo recimo tudi, če se zgodi kakšna zapravljena priložnost, da nam ne pride to preveč v glavo, da se ne vračamo potem na tiste zapravljene priložnosti proti Kosovu, kakšna bo tudi recimo tu vaša vloga v pogovoru z napadalci, ker vemo, ne, glede na vse tisto dodano, kar smo zapravili na Kosovu, pa če zdaj spet do česa takega pride, kako potem na hitro dvignati igralce, če se zgodi to v 10 minuti, ko je pred nami recimo še 80 minut. Pa to so tisti momenti v nekem treningu, v neki tekmi, ker pač pokažeš, na katerem nivoju si za kvaliteto. Kvaliteto v sami motoriki, v sami fiziki in pa kvaliteto tudi v tem mentalnem delu. Mentalni sklop stalno bolj določa nivo kvalitete posameznikov tudi v kolektivnih športih, ne samo v individualnih športih. Vsako jokanje, ne vem, gestikuliranje, namesto da greš takoj naprej, da iščeš takoj nov izziv, novo priložnost, je pač zame tudi v nekem momentu trenutek neke slabosti. In fantje igrajo, minutaža večine je ok, jaz sem rekel, nikoli ni idealno, da bi nekdo ostal brez prevelike minutaže, tudi zdaj imamo nekaj takih igralcev, ampak zato pa jaz govorim vedno o ekipi. In izpostavlja tukaj posameznik, kdo je za pravo priložnost, ali kdo je ni, ali kdo je pripravo, ali kdo je naredil napako, mislim, da ne nosi. Mi nimamo igralca, od katerega je Slovenija bila odvisna v zadnjem času, v zadnjih tekmah, dajali si gol na Evropskem prvenstvu beki, pa je bilo čisto vse ok, pa je Slovenija premagala oziroma poslala domov eminentne reprezentance. Zaradi tega tukaj tudi v sami pripravi, v samih razgovorih,
važno je, da ti priješ do priložnosti, važno je seveda, da nekdo da jo realizira, ampak izpostavljati posameznika oziroma jih nekje preveč opozarjati na to neke reakcije, ki ti lahko prenese napaka. Ne, generalno smatram, da v športu, če se bojiš narediti napako, nisi na 100%, to sem že tudi nekajkrat rekel, za nas je pa premalo, če smo na 80 oziroma 90. In to je moje neko življenjsko vodilo in to je tudi neka moja življenjska izkušnja. In zelo rad z nasvetom, s pogovorom pomagam tem mladim fantom, ki se prebijajo vsak v zelo težkih, specifičnih pogojih. Boštjan? Dober dan, gospod selektor. Včeraj pred treningom je Erik Janža razlagal, da imate načrt A, B, C. Kakšno igro Kosovarjev pričakujete, tudi ko igrajo še za teoretično prvo mesto v skupini, pa o poznavanju njihovega selektorja Franka Fode? Kar se tiče njihovih pričakovanj izjav, je normalno, da so polni samozavesti, zmagali so v Malmeju, odigrali zelo dobro tekmo, vedeli v vsakem momentu, reagirajo z dobrim pretokom žoge, kvalitetni v teh transformacijah, v teh prehodih, ampak se pravim, danes se to vse vidi, danes se to lahko vse analizira, zdaj to A, B, C, ti plani, to je bolj za medije, za novinarje, jaz vem, izhodišče mora biti vedno, vsaj zame, moment, ko ima žoga ali pa moment, ko nima žoge. Če takrat večina igralcev ve, kako se obnaša, kako delovati in na kakšen način sodelovati med sabo, potem je ekipa lahko zelo, zelo uspešna. Jasno pa je, da v vsaki tekmi pridejo tudi napake, kot sem že prej povedal, da je tudi takrat zelo pomembno, kako se odreagira in predvsem tale pamet, vse danes v vsakem momentu moraš nekje delovati na ta način. Zelo malo je v tajšnjem športu nekih zaletavosti, neke nepripravljenosti, pa potem reagiraš pač, ko da reagiraš. Jaz mislim, da je ta mentalna priprava, ta taktična priprava v današnjem sodobnem športu na zelo, zelo visokem nivoju in ti analitiki postajajo zelo pomembni, kot sem že rekel, snemajo se treningi, gleda se vsak moment in jaz to tudi mislim, da je to naredilo nogomet kvalitetnejši, boljši v vsakem pomenu, tudi za gledanje, ampak tudi za nas, ki smo na igrišču in ob igrišču. Hvala, Jaka. Gospod selektor, mogoče še tole, večkrat mi nekako odmevajo te vaše besede na Evropskem prvenstvu, ko ste pogosto rekli, da je to, kar je fantom takrat uspevalo, samo nek začetek te generacije. In zdaj mogoče jutri spet ena taka tekma, da fanti na nek način tudi tiste besede vaše dokažejo, se pravi, da bodo delali še velike stvari v svoji reprezentančni karieri. Jaz sem pripričan, da bodo. Jaz sem pripričan, da se zavedajo predvsem svoje kvalitete, vsega tega, kar so vložili v svoje delo. Jasno pride v nekih momentih, mi smo neka nogometna velesila in smo, kar smo, z vsem spoštovanjem do vsega ostalega in mi se moramo tega vedno zavedati, ampak vso to njihovo odrekanje, vse to njihov trening, vse to njihovo ponavljanje jih je pripeljalo do tega, da so naredili še en velik rezultat v slovenskem nogometu. Hkrati pa, če se v tem momentu ne zavedaš, da je jutri potrebna nova potrditev, da vsak naslednji korak nosi nov izziv, potem pač lahko prideš v problem. Jaz vedno govorim, da porazi so zelo težko sprejemljivi in so sestavni našega dela, tako so zmage vedno nek inicial za neko veselje, za potrditev vloženega. In tale krivulja manjša je, uspešnejši vsi in imamo mlado reprezentanco, zelo malo igralcev je 30, 31 in če direktno odgovorim, prepričan sem, da bodo in nosilci reprezentance in da bodo delali dobre rezultate, velike rezultate. Hvala lepa, je še kakšno vprašanje za selektorja? Potem pa hvala lepa vsem.